Hvala, Ram. Par mesecev nazaj sva bila z Manco na obisku pri Robiju Patjaši iz Vrta obilja. Dajta pomahati. Robi. Ja, in Robi me je takrat vprašal, zakaj smo se pa tega sploh lotila, kaj je sploh namen. Z Manco v bistvu se nama je zdel ta način kupovanja potrošnje, kakor smo ga pač vsi danes navajeni, zgrešen. In vse, kar v bistvu smo želela narediti, je to, da ponudva eno alternativo, potem pa pač vidva, če bojo ljudje to podprli. In ta ideja, ki smo jo v bistvu predstavila glih pred dobrim letom, je sprejela ogromno ene pozitivne povratne informacije. Bilo pa je tudi ene par takih, ki so rekli, da je vse skupaj brez veze, da ena trgovina ne more ničesar spremeniti, tako da danes se mi je zdaj v bistvu idealen timing, da skupaj zberem par podatkov, kaj smo pa v bistvu v 3/4 leta obstoja v resnici naredili. Tako da prvi podatek, recimo, ki je meni zanimiv, je to, da ste vsi vi, ki ste danes tle, mogoče eni prvič, prispela k temu, da se je v trgovini zgodilo že čez 11.000 nakupov. Če to pretvorim v bistvu v številko, ki je nam bolj dojemljiva, to je v bistvu okoli 50 do 60 nakupov v povprečju na dan, kar se meni zdi ful dobro. Potem drugi tak podatek, recimo, trgovina seveda ne more obstajati brez dobaviteljev in zaradi tega smo se tudi z Manco danes odločila, da organizirava ta dogodek, da smo v bistvu trgovina, da je Refuzel v bistvu samo povezovalni člen med dobavitelji in vami, v bistvu kupci, ki tle kupujete. Tudi dobavitelji so v bistvu mogli spremeniti svoje načine in pakiranja, distribucije, tako da vsi ti, ki so danes tle z nami, pejte si pogledati, kaj predstavljajo, ker tudi oni so prav tako del te zgodbe. Potem ta tretji, recimo, zanimiv podatek je, da Refuzelu po vseh kanalih, od Facebooka, Instagrama, newsletterja, naše spletne strani, sledi že več kot 25.000 ljudi. In to se mi za Slovenijo zdi v bistvu zelo lepa številka. Če pa peljemo to še dalje, sem pa tudi zelo vesel, da ste mediji, upam, da ste danes tle, zelo dobro pograbili tudi to idejo in Refuzel je v bistvu bil prisoten že praktično v vseh večjih slovenskih medijih. Prav tako pa smo v bistvu tudi se pojavili že v prvem dokumentarcu Cena plastike, pa od prejšnjega tedna tudi v priročniku za embalažo, kar je mogoče kar malo hecno. Tako, potem dostikrat se recimo zgodi, da v bistvu vsak dan se praktično še zgodi, da pride kakšna stranka v trgovino, pa tako zelo previdno vpraša, a pa vam gre? A še boste postajali? Tako se mi zdi, kakor da je vsakega strah, ko pride sem, da bo videl gor znak, da smo zaprti, ker pač smo mogli zapreti, ker se zadeva ni šla. Pa bi v bistvu nekaj v zvezi s tem rad delil. Čeprav je v bistvu Refuzel začel to leto v rdečih številkah, je pa to za nov biznis nekaj zelo normalnega in smo to tudi pričakovali. Bolj, kar nama je z Manca bilo pomembno, je v bistvu trend. In ta trend je bil in še vedno je ves čas v vzponu. In z zelo velikim veseljem vam lahko danes povem, da v bistvu v zadnjih 2 mesecih smo pa že uspeli pokriti vse stroške, tako da s tem smo tudi dokazali, da lahko trgovina brez plastične embalaže čist delujoč poslovni model tudi v Sloveniji. Še eno vprašanje, ki ga jaz vsak dan odgovarjam na komentarjih, na Facebooku, v trgovini sprašujete, je, kdaj bo pa Refuzel v Kopru, kdaj bo pa Refuzel v Mariboru, kdaj bo Refuzel v Novem mestu, pa ne samo v drugih mestih. Tudi dosti ljudi pride, jaz bi pa imel Refuzel v centru, en drug bi pa imel Refuzel na Viču, pa na Rudniku. In z Manco sva v zadnjih parih mesecih precej razmišljala, kako bi ta način pripeljala v bistvu še ljudem bliže, ker jasno, da ne bomo se vsak teden vozili nekam daleč stran, zato da bi nakupovali brez plastične embalaže, ker v bistvu tudi ni smiselno. Tako da v bistvu
Z Manco imamo danes eno idejo, jaz bi jo delil dan z vami, pa pol na koncu boste tudi imeli opcijo povedati, če se vam pač zdi dobra. Da pa jo predstavim, bi pa v bistvu nucal dva prostovoljca. A imamo mogoče dva človeka tle, ki sta iz Kranja? Imamo koga iz Kranja? Ali pa iz Grosuplja? Imamo koga iz Grosuplja? Jana, tebe vem, da se te ne da, okej. Jana, še kdo iz Grosuplja? Ali pa iz Dolenjskega konca, kjerkoli? Nobenega. Okej, evo, recimo, da še Manca živi v Grosuplju. Pa recimo, da se Manca pa Jana med sabo ne poznata. In recimo, da Manca dela tle v Rifuzlu. Ja, recimo. Jana pa v bistvu dela nekje v Grosuplju in v bistvu pot mimo Rifuzla ni glih vsakodnevna. Zdaj, one dve se med sabo ne poznata, ampak a ne bi bilo super, recimo, če bi lahko Manca, ko itak dela tle ali pa recimo v okolici, ne vem, v Kinu Šiška ali pa v zdravstvenem domu mogoče tam, nekako vedela, da da bi Jana vedela, da Manca v bistvu tle dela in Manca bila pripravljena njej pripeljati tudi domov njen nakup. In sicer Jana bi na naši spletni strani samo oddala naročilo in označila, pripravljena sem še komu v moji okolici, recimo v Grosuplju, pripeljati nakup. Manca bi pa, Manca bi pa v bistvu videla in bi naslednjič, recimo naslednji dan, ta nakup pripeljala Jani domov, pa bila za to še nagrajena, recimo z nekim manjšim vložkom. In ta način se mi recimo zdi precej boljši, kakor način, kakor so se trgovine, ne vem, 100 let ali pa 50 let nazaj širile. Se pravi, trajalo bo desetletja, preden bi mi lahko naredili celo mrežo Rifuzlov po celi Sloveniji. Na ta način pa lahko v bistvu to izvedemo že v roku parih let. Tako da, če se komu zdi ta ideja dobra, pa bi jo rad podprl, je na naši spletni strani že odprta prijavnica in sicer na rifuzl.si/dostava. Tam oddate svoje podatke, ime, priimek, predvsem pa pomembno, iz katerega kraja ste, in v naslednjih mesecih bomo z Manco probala narediti nekako smiselne skupine ljudi, ki živite v istem času, na pač zaprte Facebook grupe, kjer se boste lahko povezali za tak način nakupovanja. Ja, in to je tudi nekako to, kar sem mislil danes povedati, da še enkrat strnem, se pravi, pogledali smo si par dejstev, kar smo naredili v zadnjem letu. Pogledali smo, v bistvu povedal sem, da je Rifuzl čist delujoč poslovni model, pa kakšne imamo plane za prihodnost. In vse to mogoče malo spominja na tak investitorski pitch. A kdo ve, kaj je predstavitev za investitorje? Je, ne? No, za tiste, ki mogoče ne veste, bom sam v minuti povedal, se pravi, podjetnik, ki si želi neko zadevo speljati, gre ponavadi do investitorjev, da mu dajo denar. In ti investitorji, njihova ponavadi edina motivacija je, da mu podjetnik ta njegov denar oplemeniti in da dobi nazaj več denarja. In dostikrat se zgodi situacija, kjer morajo v bistvu podjetnik delati neke zadeve, ki jih ni v resnici želel delati samo zato, da pač zadovolji potrebam teh investitorjev. In dostikrat se pri takih podjetjih, kakor je Rifuzl, zgodi, da so te interesi zelo različni. In zato smo se Manco tudi odločili, oziroma si želimo, da Rifuzl ostane v privatni lasti, zato da delamo stvari, kakor se nama zdi, da so prav, ne pa tako, da samo sledimo temu čim večjemu kapitalizmu pa čim večjemu dobičku. Če me niste nič razumeli v zadnjih 2 minutah, vam nič ne zamerim. Skratka, povzetek je v bistvu to. Rada vas imamo, ker v bistvu s svojimi nakupi tle noter ste vi investitorji in bomo mi delali tako, kakor boste pač vi želeli, kakršne želje pač boste imeli, in s tem, ko nam omogočate, omogočate, da v bistvu sami kupujete brez embalaže. Hvala.